Drage državljanke in državljani, na današnji dan, na cvetno nedeljo pred 30 leti, so potekale prve demokratične in večstrankarske volitve v Sloveniji. Po mojem mnenju, brez teh demokratičnih in večstrankarskih volitev lastne države sploh ne bi ustanovili. Demokracija je bila potemtakem vzvod naše državnosti in ostaja pogoj našega vsestranskega razvoja. Večina ljudi, ki je 8. aprila leta 1990 odločala o naši prihodnosti, je zaupala mandat koaliciji Demos pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika, ki si je za svoj poglavitni cilj zadala osamosvojitev Slovenije. Toda šele skozi zahtevno, naporno, mestoma mučno demokratično razpravo se je potem oblikovala politična in ljudska enotnost odločilna za ustanovitev države. Ocenjujem, da smo se sposobni skozi demokratično razpravo poenotiti tudi o najboljših rešitvah za skupno zmago nad sedanjo krizo. Čisto v redu je, da ima vsak od nas svoja stališča do vseh stvari, tudi do reševanja te krize. Važno pa je, da v demokratični razpravi stremimo k temu, da se uskladimo in poenotimo. Razumimo to nujo sedanjosti, da v sebi in vseh nas spodbudimo najboljše in najbolj plemenite vrline. Generacije za nami bodo s ponosom občudovale naš pogum, solidarnost, potrpežljivost in našo vero v zmago in boljši svet. To sooblikovanje enotnosti za zmago nam bo dalo velikansko zadoščenje, ki ga zdaj sploh ni mogoče izmeriti. Spoštovane državljanke in državljani, sprva sem načrtoval, da bi tudi to pomembno obletnico, kot druge prej, proslavili s slovesnim sprejemom v veliki dvorani te predsedniške palače. Nagovorila naj bi nas gospod Milan Kučan, ki je bil leta 1990 izvoljen za predsednika predsedstva Republike Slovenije, ter kasneje za njenega prvega predsednika, ter gospod Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene prve demokratično izbrane vlade. To v teh razmerah žal ni bilo mogoče. Toda prišel bo čas, ko bomo znova skupaj. Prišel bo čas, ko bomo skupaj slavili zmago nad pandemijo in njenimi zaskrbljujočimi gospodarskimi, socialnimi in političnimi posledicami. Ta boj bo verjetno še težji od tistega v času svetovne gospodarske krize pred 10 leti. A skupaj bomo uspeli, o tem ne dvomim. Vse bo še dobro.